O oklepnikih, ponudbah in volitvah, komentar dneva Rok Praprotnik. Malo je manjkalo, pa bi se zgodil nakup 22 lahkih oklepnih vozil. Kakšen bi bil izbor, ni bilo težko predvideti, saj je minister za obrambo Karl Erjavec imel na mizi samo eno ponudbo in to za italijanske oklepnike Iveco LMV. Odločitev glede nakupa torej sploh ne bi bila težka. Ponudba je bila ena, pa še zato je stal Viator in Vektor, skupaj z njim pa osovraženi LDS-ovski tajkun Zdenko Pavček. Potem je prišel četrtek in z njim sveži časopis Dnevnik. Minilo je komaj kakšnih 10 ur, kar so prvi sveži izvodi z informacijo o Pavčkovih oklepnikih zapustili tiskarno, ko se je minister Erjavec že odločil. Nakupa lahkih oklepnikov v tem trenutku ne bo. Razpis bo ponovljen, kar je dobro, saj je fino imeti na mizi več kot eno ponudbo. Toda ni se mogoče znebiti vtisa, da je Erjavec ravnal pod pritiskom bližajočih se volitev. Enako bi namreč lahko naredil že leta 2006, ko je šlo za bistveno višje zneske in je dobil 2 nekvalitetni ponudbi za oklepnike 8x8. Tudi takrat bi razpis moral ponoviti, pa ga ni, raje je izbral Patrio. Zdaj, dober mesec pred volitvami, je vendarle nekoliko predrzno porabljati milijone evrov za vojaško železje. Ob tej priložnosti je na mestu razmislek o mednarodnih operacijah Slovenske vojske. Te so v bistvu orodje zunanje politike, sredstvo, s katerim naj bi si država odpirala nove politične in ekonomske priložnosti, tako na območju operacij kot med zavezniškimi državami. Kako uspešna je Slovenija pri tem, naj si vtis ustvari vsak sam. Kakor naj bi si vsak sam odgovoril na vprašanje, ali je denar, ki ga investiramo v te operacije, smotrno porabljen. Toda, če Slovenija življenja svojih vojakov pošilja na tuje v nevarna okolja, je najmanj, kar lahko naredi, jih najbolje opremiti in zaščititi. Do takrat pa ostane upanje, da bo politika končno začela svobodo, mir in demokracijo širiti še kako drugače kot z orožjem.